Združene države Amerike so vzele največje orožje Irana in ga spremenile v klin med Iranom in Kitajsko. Iran bi z veseljem spremenil Hormuz v soočenje med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Toda tukaj so ZDA obrnile položaj sebi v prid in to je ključno za razumevanje. Hormuška ožina ni zaprta za ves ladijski promet. Obstaja le ena omejitev. Ladja ne sme natovarjati nafte v iranskih pristaniščih. To je vse. Kitajski tanker lahko vzame nafto iz ZAE. Lahko vzame nafto iz Saudske Arabije. Lahko vzame nafto od kjerkoli drugje v zalivu. Samo iz Irana ne more vzeti nafte. To je zdaj genialnost te strategije, ker Kitajska še vedno deluje, čeprav so Hormuška ožina zaprta za iranske ladje, kar pomeni, da Kitajska lahko preživi. Če Iran popolnoma zapre Hormuška vrata in ogrozi ves ladijski promet, najprej ne škoduje Ameriki. Tudi Evrope najprej ne prizadenejo. Prizadenejo Kitajsko. 70% kitajske nafte prihaja z Bližnjega vzhoda in iz Perzijskega zaliva. In zdaj ima Kitajska izbiro, ali bo pritiskala na Iran, da popusti, ali pa se bo obrnila na Združene države, da ponovno odprejo pot. To je past. Zdaj dovolite, da razložim nekaj, česar večina ljudi ne razume in tudi sam tega nisem razumel, preden sem si to podrobno ogledal. Naftne vrtine niso pipe. Ne moreš jih preprosto vklopiti in izklopiti kot pipo v svojem umivalniku. Ko je naftna vrtina enkrat v pogonu, nafta preprosto teče naprej. Da bi ustavili proizvodnjo iz naftne vrtine in ga zaprli, pritisk v vrtini pade, tekočine se nabirajo v vrtini, infrastruktura pa se poslabša. Včasih vrtine sploh ne moreš več ponovno zagnati. Ne glede na to, kaj narediš, nikoli ne boš dobil enakega izplena. To je ekonomsko dušenje iranskega terorističnega režima skozi čas. In medtem ko se vse to dogaja, medtem ko se to dušenje dogaja prav zdaj, ker Iran ne more prodati svoje nafte in so njegova skladišča prenapolnjena, pogajanja še vedno potekajo. Kaj torej vidimo, da se dogaja pred našimi očmi? V regijo prihaja več vojaških sil iz Združenih držav Amerike. Skupine letalonosilk, kot je bojna skupina letalonosilke Bush, amfibijske sile in ogromna logistična ukrepitev, se še naprej premikajo na Bližnji vzhod. Diplomacija in sila potekata hkrati. Pravzaprav obstaja veliko poročil, da v iranskem zračnem prostoru poteka na stotine letov. Najverjetneje iščejo, s čim se bo soočila kopenska invazija. Kajti, če bi prišlo do kopenske invazije, bi imeli pred tem ogromno zračno podporo, preden bi ameriške enote stopile na to ozemlje.